Kolumna Jajca. Anje Zag Golob. Novinarka pred kulturnim praznikom v središču Ljubljane ustavlja mlade ljudi in jih sprašuje, če znajo recitirati kako pesem, našteti 3 slovenske pesnike, gledališča. Ministrici za kulturo Asti Vrečko ogled posnetka nadvse toplo priporočam. Predvajala ga je nacionalka, ki z njim izpolnjuje svoje poslanstvo. Posnetek je kar najbolj v javnem interesu. Izkazuje realno stanje naše do fundamenta zjebane družbe. Dan pred praznikom je omenjena ministrica na Valu 202 nastopila v oddaji Vroči mikrofon. Kolega Hvalc jo je med drugim vprašal, kaj bo ministrstvo storilo, da bi predvsem mlade znova navdušilo za branje poezije. Ministrica ni odgovorila nič. Torej, nič konkretnega. Par neobveznih floskul o tem, kako se problema zavedajo, da problem res obstaja in da bodo delali na tem, da se bralna pismenost v Sloveniji poveča. Skratka, jajca. Nedavno sem v okviru nekega projekta obiskala 7 razredov slovenskih srednjih šol. V vsakem sem postavila isto vprašanje. Koliko vas bere poezijo? Od okoli 170 dijakinj in dijakov sta roki dvignila 2. Poezija evidentno ni več del naše družbe. Ob tem spoznanju bi morali na Ministrstvu za kulturo zvoniti vsi alarmi, a namesto tega se, skupaj z Javno agencijo za knjigo, očitno prostodušno strinja z večinsko populacijo, da je za poezijo povsem dovolj, da je taka obrobna, nišna zadeva. Če sploh kaj. Poezija, kraljestvo metafor, ontologija jezika in vsega, kar dela ljudi za ljudi, to najvišje, kar je človeški zmožen ustvariti s pretanjenim sobivanjem zvena in pomena, veličastje, ki definira skrajne meje naših čustvovanj, to naj zdaj postane nekaj fakultativnega. Kako je mogoče, da vsaj ministrica iz stranke, katere kredo izvira iz solidarnosti, boja za skupno dobro, za človeka pred kapitalom, ni sposobna uvideti zastrašujoče globine brezna, v katerega se ta družba s takim odnosom specifično do poezije pogreza in ukrepati takoj? Kako lahko namesto tega enostavno opleta s floskulami, s katerimi da jasno vedeti, da ima vendar pametnejše delo? Kak manifest globokega branja, lepo te prosim, kvečemu globokega spanja in niti epskega prepada med snovalci tega umotvora in onimi, ki naj bi jim bil slednji namenjen, očitno ne zazna. O čem ti govoriš? So govorili pogledi dijakov, ko sem spraševala o branju poezije. Kaj tebi ni jasno? Ena večjih klofut, ki sem jih ob omenjenih obiskih šol doživela, je bil komentar, naj grem raje kaj delat. Krasen dokaz dokončne in absolutne družbene podreditve zahtevi, povzeti v Prešernovem verzu, Krajnc, ti le dobička išeš. Redukcija na želodce je uspela. Mladi hočejo izključno denar, se kot dobri opazovalci vidijo, kaj je v tej državi edino pali. In ker poezija pač po svoji definiciji ni nekaj, kar bo dalo gotov denar, že v izhodišču odpade kot nov odgad. Ko jebe metaforo. To ni konvertibilna valuta. In potem levico skrbi porast ultradesničarskih gibanj. Res neverjetno, kako strašna slepota je človeka. Ministrica pa odgovarja v floskulah. In? Ja, nič ne. Ministrstvo za kulturo se bo tega lotilo. No, nečesa. Lotilo se bo nečesa. V zvezi z branjem. Med ljudmi. Ki ne berejo. In to je problem, a veste, da potem bojo brali, da bojo brali. Pač nekaj. Kolumna Jajca. Anje Zag Golob.